Lepo pozdravljeni na pogovoru Litere Slovenice v novih podobah in jezikih, dogodku Društva slovenskih pisateljev v okviru letošnjega Slovenskega knjižnega sejma. Uveljavljeno knjižno zbirko oziroma literarno revijo že več desetletij izdaja Društvo slovenskih pisateljev, da bi omogočilo predstavitev slovenskih avtoric in avtorjev na tujih trgih. V zadnjem letu so izšli 4 novi prevodi, in sicer 3 v nemščino. Liza Linde in Jens Sakelšek sta prevedla kultno ropotarno Petra Svetine z nekaterimi novimi ilustracijami Damjana Stepančiča. Anne Catherine Bolton je prevedla pesniško zbirko Koža Toneta Škrjanca, Aleksander Zicman pa z nagrado Evropske unije ovenčan roman Rezervno življenje Lidije Dimkovske. 4. publikacija je prevod v španščino, in sicer zgodbe Težko mentalci Jedrt Lapuh Maležič v prevodu Marjete Drobnič. Zbirko samo in vse 4 prevodne novosti bomo v nadaljevanju predstavile sogovornicami, urednicami Tanjo Petrič in Tino Kozin, prevajalko Lizo Linde in avtorico Lidijo Dimkovsko, ki jih prav tako lepo pozdravljam. Preden predstavimo posamično delo, bi urednico Tanjo Petrič prosila za kratko predstavitev koncepta zbirke Litere Slovenice in kratek oris, kdo izbira prevodne naslove oziroma avtorje ter prevajalce. Lepa hvala, Breda, za tole predstavitev. Jaz sem kot urednica začela pri Literi delovati že leta 2011, tako da sem da imam zdaj že 10-letni mandat in počasi se tudi sourednico Tino Kozin poslavljava od zbirke. Ampak mislim, da lahko kar obe zelo ponosno pogledava na teh 10 let. Moja prva knjiga je bila takrat, tega se še zelo dobro spomnim, Basel Lojzeta Kovačiča, prevod v nemščino. In potem se je pri naslednjem letniku se je pridružila že Tina in tako sva nekako začeli. Najprej bom rekla s pregledom arhiva Liter. Litera je res izhajala že od leta 1963, najprej kot literarna revija, zato je še vedno na nek način revijalna edicija ali pa revijalna publikacija, kot smo se nekako pogodili o opisu žanra, ali kako naj rečem, vrste te publikacije. Je pa od leta 1991 prinašala pravzaprav knjige, prevode slovenskih avtorjev in avtoric. In po pregledu tega preteklega programa uredniškega sva nekako si zastavili to, da bova probali v najinem obdobju pokriti različne generacije, tudi recimo mlajše avtorje in avtorice in predvsem tudi avtorice, ker sva videli, da jih je recimo bilo v primerjavi z avtorji v preteklih obdobjih manj. Hkrati pa sva se v bistvu nekako usmerili tudi v izdajo celotne knjige. Torej, veliko je bilo v preteklosti antologij. To se je izkazalo kot nekakšen dvorezni meč, seveda lahko v okviru neke antologije, mislim sicer, da so tukaj še najbolj smiselne kakšne kratkoprozne ali pa pesniške antologije, predstaviš več slovenskih avtorjev in več tekstov, ampak hkrati pa se je izkazalo, da tuje založbe pravzaprav nekako od avtorjev pričakujejo ne samo nek delček, nek recimo temu vzorčni prevod, ampak že kar neko celo knjigo, ki velja kot portfolio za nadaljne prevode, bodisi istega dela ali pač drugih del v avtorjevem oziroma avtoričinem opusu. Tako da pravzaprav midve v tem našem obdobju, najinem obdobju, nimava antologij. Hkrati sva se pa tudi po drugi strani usmerile mogoče na žanre, ki težje prodrejo na tuje trge, zato lahko ob pregledu pač seznama publikacij se vidi, da sva se recimo usmerile v poezijo, veliko je poezije, tudi kratke zgodbe so, recimo
vključujemo vse bolj in to je tudi nekakšna sugestija, pa tudi najina uredniška odločitev, da vključujemo avtorje z področja mladinske književnosti, ki predtem tudi niso bili tako zelo zastopani. In vsake toliko smo izdali tudi kakšen poseben projekt oziroma vsake toliko imamo dva taka malo drugačna projekta. Prvi so bile kratke zgodbe, podobe iz sanj, prevod v angleščino, ki sta ga naredila Erika Johnson Debeljak in Jasmin Frelih. To je bila posebna izdaja leta 2018 ob Cankarjevem jubileju. In zdaj ta zadnja knjiga, ki sem jo delala in se bo pa prav danes predstavila skupaj z Lizo Linde in Jensom Sakelškom, je pa kultna knjiga, kot ste že omenili, Ropotarne Petra Svetina v nemški jezik. Pa če še na hitro povem nekaj o jezikih, tudi pri jezikih sva se s Tino, imava sicer tudi francoske in španske izdaje, ampak večina je angleških oziroma predvsem tudi nemških izdaj, seveda nastala z nekakšno vizijo predstavitve na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023. Toliko mogoče na kratko zaenkrat. Najlepša hvala, Tanja. No, ko ste že sami omenili, bliža se predstavitev Slovenije na Frankfurtskem sejmu in kot rečeno, med letošnjo biro prevodov prevladujejo prevodi v nemščino. Besedo bi zdaj predala Tini Kozin, urednici prevedene pesniške zbirke Toneta Škrjanca Koža oziroma Haut. Tina, v nemški različici zbirke ste napisali tudi spremno besedo, tako da verjamem, da poezijo pač prevedeno nekoliko bolje poznate in bi vas prosila, da predstavite tako knjigo oziroma Škrjančevo poezijo kot sodelovanje s prevajalko Anne Catherine Bolton. Torej, Koža je ena izmed tistih knjig, ki za časa izida morda niso bile prepoznane kot ena izmed ključnih avtorjevih knjig, se je pa kot taka izkazala potem v nadaljnjih letih in nekako danes velja za eno izmed najpomembnejših knjig Toneta Škrjanca in tudi eno izmed knjig, ki je v bistvu najbolj vplivala tudi na prihodne generacije avtorjev, ne. Tone Škrjanec je nekako, mislim, da vsaj s predlanskim letom, ko je dobil in Jenkovo in Veronikino nagrado za zbirko Dihaj, stopil v središče našega sodobnega pesniškega življenja. Je bil pa že prej, imel neko posebno mesto in sicer jaz bi temu rekla, da je bil na margini, ki pa se je vzpostavljala kot neko svoje središče z vedno večjim krogom bralcev, ki ga je prinesla prav tudi knjiga Koža. Ta margina, to seveda ne gre je razumeti v kakšnem pejorativnem smislu, mogoče je ravno Škrjanec svojo osebno in ustvarjalno držo margini dal nekakšen eliten prizvok, da je morda celo bolje stati na margini, kot pa biti pač v središču nekje. Tam se je pač nekako pozicioniral z to svojo poetiko, ki delno recimo ji kaže iskati vzporednici v ameriški bitniški poeziji, ki jo Škrjanec tudi prevaja, delno tudi v newyorški šoli, ampak predvsem je pa tudi to ogromno njegovega. Ta poezija temelji na kolažiranju, na prvi pogled se zdi povsem preprosta. Škrjanec beleži trenutke vsakdana, vmes naletimo na fantastične preboje, veliko je čutnosti, posebno vlogo ima v tej poeziji koža, telesnost, lepota, ne. Ampak ko Škrjančevo poezijo globlje pogledamo, vidimo, da je na delu v bistvu postopek abstrakcije, da za vsem tem kolažiranjem se na abstraktni ravni dogaja neko povsem drugo, še nek drug dialog s svetom, no, tako bom rekla. Sigurno vrhunska poezija. Morda še, kako je prišlo do izbora prevajalke? Prevajalci so vendarle pomembni, se gre nazadnje za prevode v tuje jezike. Ja, z Anne Catherine Bolton sem sodelovala v bistvu že ves čas pri vseh knjigah, ki so
se prevajale v nemščino, vmes tudi z Danielo Kocmut. Obe sta izredno dobri prevajalki. Razlog za to je pa, da sva sodelovali skupaj pač preprosto v tem, da dobrega konja ne menjaš, ne, da se je držala rokov. V bistvu naše sodelovanje postajalo iz leta v leto boljše, tako da mislim, da bo Anne-Catherine Bolton prav zdaj verjetno v tisti najboljši formi lahko nadaljevala z novo urednico. Hvala, Tina. Poezijo oziroma najbrž tudi na nek način kolažiranje srečamo v kultni ropotarni Petra Svetine. To je delo za otroke, ki je prejelo Večernico 2013 in Zlato hruško 2013 za najboljše izvirno leposlovno delo. V nemščino ga je prevedla Lisa Linde v sodelovanju z Jensom Sakelškom. Prevajalski proces domnevam, da je bil zahtevan iz več razlogov, ker avtor kombinira različne literarne zvrsti, ker je bilo treba sodelovati še z enim prevajalcem, ampak mislim, da to ni čisto vse, ne, Lisa Linde. Ja, hvala. Delo je bilo res zelo zahtevno, ampak tudi noro zabavno. Zdi se mi, da je otroška literatura ima na nek način to posebnost, da otroci so izredno strogi bralci in bralke in takoj zavohajo slabo rešitev v prevodu. Medtem ko pa hkrati vseeno odkupijo veliko večje neumnosti kot odrasli, če smo pač le dovolj konzistentni in zabavni, ko jih oblikujemo. In točno to je ta Petrova ropotarna, je pač v bistvu polna nekih štosov, besednih iger, lokalnih foric z izjemno smešnimi liki. Tako da izziv je bil v bistvu to navdušenje in hihitanje ob branju prenesti v nemški jezik. In to pripelje potem naprimer do tega, da se čudaki iz knjige ne jejo krofov na Trojanah, ampak Mozartove kroglice v Salzburgu. Kar se soprevajalca Jensa tiče in najinega sodelovanja, je bilo v bistvu je bil zelo lep prevajalski proces. Prvotno sva si delo razdelila in potem delovne prevode pošiljala, tako da sva si lahko pomagala, v bistvu sva se lahko posvetovala, skupaj sva trla te prevajalske orehe, s katerimi sva se srečevala v knjigi, hkrati pa tudi vse nekako ohranila neko avtonomijo pri lastnem prevodu. Najlepši del je bil, ko je bil Jens lani poleti nekaj časa v Ljubljani, tako da sva lahko ne samo figurativno, ampak tudi dobesedno sedela za isto mizo. Ta čas sva v bistvu izkoristila za to, da sva si, glede na to, da so bili prevodi že dokaj končani, da sva si knjigo brala na glas več dni. In šele, ko se to zgodi, šele, ko bereš, šele, ko jo slišiš, v bistvu lahko preveriš, a so vsi kriteriji dobrega prevoda izpolnjeni. Predvsem pač ritem, kar velja za poezijo, ne samo za poezijo, pa pri otroški knjigi, ki se jo mogoče tudi na glas bere, je to še toliko bolj pomembno. Če za hip upoštevamo, da je Jens slep, bi lahko zmotno sklepa, da je prevod oziroma prevajanje tako bogato ilustrirane knjige dodaten izziv, pa ni. Izziv je bil za oba. Midva sva samo v bistvu na začetku raztolmačila risbe in zelo hitro ugotovila, da sta in Petrova besedila in Damjanove ilustracije v bistvu same po sebi kot mediji toliko močne, da se sicer lepo dopolnjujeta, ampak se ne zahtevata in pač lahko v bistvu stojita en brez drugega. Tako da se je Jens lahko pač osredotočil samo na besedilo. Preden vam postavim naslednje vprašanje, se mi zdi pomembno povedati, da ste dvojezična oseba, da ste doma tako v slovenskem kot nemškem jeziku. Tako da eno vprašanje je bilo, je to olajšalo prevajanje? Absolutno. Jaz mislim, da dvojezičnost marsikaj olajša. Ne samo, da se pač kot odrasla oseba znajdem v obeh jezikih in v obeh kulturnih prostorih,
ampak tudi, da sem bila vedno obdana s knjigami, da so mi brali in sem sama brala tudi otroške knjige v obeh jezikih, tako da včasih tudi eno in isto, naprimer Emila iz Lüneberga ali pa Michela aus Lüneberga. Tako da sem imela že kot otrok v bistvu to izkušnjo, da fizične in jezikovne meje na nek način so in tudi niso in da smo si jih malo izmislili, malo jih pa lahko tudi preskočimo. Ja. Še to bi vprašala, sami ste že omenili, da recimo krofi, famozni trojanski krofi postanejo znamenite Mozartove kroglice. Videla sem, da recimo Kras kot pokrajine postane Flandrija, tudi zaradi, če se ne motim, zvočnega ujemanja. Kaj bi torej rekli, kot se pravi dvojezična oseba? A imamo zdaj opravka z dvema različnima knjigama, enakima knjigama, podobnima knjigama, oziroma morda bolj pesniško vprašanje, kako biva Svetinova ropotarna v nemščini? Jaz mislim, da Svetinova ropotarna tudi v nemščini odlično ropota. Nekatera besedila sva gladko prenesla v nemščino, saj upam, da nama je to uspelo. Pri drugih je bilo pa pač pomembno se v bistvu osredotočiti na vse te štose in besedne igre, ki sem jih prej že omenjala. Enostavno, če so pač te omenjeni krofi postali Mozartove kroglice, je bilo pri nekaterih drugih besedilih so bili v bistvu te posegi v izvirno še toliko večji. Tako da zamenjala sva, kot ste že omenila, kraje, zamenjala sva tudi imena, ko je bilo potrebno. Eno zgodbico z besednimi igrami in številkami sva morala v bistvu popolnoma na novo napisati, zato da se ohrani. Hkrati je bilo pa treba seveda tudi na novo potem narisati ilustracije. Tako da mislim, da sva Jens in jaz imela to srečo, da nama je Peter popolnoma zaupal, kar se tiče najinega dela, da sva imela vso to svobodo, ki sva jo potrebovala, da sva lahko prenesla besedilo v nemščino in da lahko tudi v nemščini knjiga zaživi. Tako da potem pa še Damjan, ki je pač v bistvu prilagajal vse te ilustracije. In mislim, da smo imeli to srečo, da tako kot je pri vsakem projektu pomembno, da govorimo isti jezik, smo ga tukaj dobesedno govorili. Peter govori nemško in je lahko bral prevod in ga komentiral. Potem pika na i je bila pa seveda Tanja kot urednica, ki je tudi sama prevajalka iz nemščine v slovenščino. Torej, če sklenemo in če prav razumem, nekako izjemoma prevajalsko delo tokrat ni bilo tako zelo osamljeno, kot običajno je. Ne, niti približno in toliko bolj zabavno je bilo. Najlepša hvala, Liza. Bivanje v dveh jezikih in domovinah je značilno tudi za pesnico in pisateljico Lidijo Dimkovsko. Njen roman Rezervno življenje, ki ga je poslovenil avtoričin soprog Aleš Mustar, je prejelo nagrado Evropske unije, kar pomeni, morda bomo to še kasneje pojasnili, da se je nekako avtomatično med navednicami uvrstilo v prevodni izbor. V nemščino ga je iz makedonščine, avtoričinega maternega jezika, prevedel Aleksander Zicman. Odlično spremno besedo je napisala Kristina Jurkovič, prevedla jo je Liza Riger, knjigo pa je uredila Nataša Čebular. Lidija, v vašem primeru oziroma v primeru tega romana, prevoda, se je torej vaša dvodomovinskost, če lahko tako rečem, izkazala za prednost. Torej, kot rečeno, vsaj če imam v mislih prevod tega romana v nemščino. Ja, včasih je dvodomnost, a ne tudi prednost. Ponavadi najdemo samo slabe strani, v priseljenskem kontekstu in tematiki, ampak v tem primeru sem zelo vesela, da je ta prevod mojega romana v bistvu en tudi zgodovinski korak, se mi zdi, ne samo za Društvo slovenskih pisateljev, ki je uvrstilo v to svojo zbirko prevod iz nekega drugega jezika, ne direktno iz slovenskega jezika v nemški jezik, ampak tudi se mi zdi za celoten literarni kontekst v Sloveniji, ki je precej zaprt in osredotočen predvsem na jezik kot takšen.
ampak v tem stoletju meni se zdi, ko govorimo o nacionalni književnosti, ta je absolutno transnacionalna, zaradi tega, ker je vse več nas, a ne, pisateljic in pisateljev, ki živimo v nekem drugem kontekstu literarnem, pišemo v svojem maternjem ali v nekem tretjem tudi jeziku. Tako da v bistvu zame je to veliko veselje in na nek način upanje, da bodo tudi drugi tujejezični avtorji in avtorice, ki živijo v Sloveniji, deležni torej te možnosti, da bi njihova dela bila prevedena iz njihovih jezikov, a ne v nek drug jezik, ne glede na to, ali oni pišejo v slovenskem jeziku ali pa samo živijo v Sloveniji in ustvarjajo v nekem drugem jeziku. To je izjemno v bistvu kompleksno vprašanje, ampak prevod mojega romana v nemškem jeziku v bistvu na nek način rezultat vseh teh vse te problematike, ki se že leta, o kateri se že leta govori tudi v slovenskem literarnem prostoru, vidimo pa bolj malo takšnih rezultatov. Tako da zaradi tega sem izjemno vesela, da je šel moj roman v nemškem jeziku v prevodu Aleksandra Zicmana, ki je do sedaj prevedel tudi 2 moji pesniški zbirki iz makedonskega jezika v nemški jezik. In ta roman pač je prejel nagrado Evropske unije, jaz sem v bistvu to nagrado prejela kot makedonska avtorica 2013, ko je Gabriela Babnik prejela isto nagrado kot slovenska avtorica. Ta roman je bil nagrajen tudi v Makedoniji strani Društva makedonskih pisateljev za najboljši roman leta in je bil tudi uvrščen, je bil nominiran pač za ameriško nagrado najboljše prevedene knjige iz tujih jezikov v angleški jezik. Tako da sem vesela, da na tem knjižnem sejmu predstavljamo tudi moj roman Rezervno življenje. Koliko sodelujete s prevajalci? Omenila sem pač, da je pač eden od prevajalcev vaš soprog, domnevam, da to nekako olajša delo, ampak recimo z Zicmanom, ki je prevedel ta roman v nemščino, ste sodelovali? Absolutno, Aleksander Zicman izjemno veliko postavlja vprašanja, in jaz tudi kot sama, ker sem prevajalka, to zelo dobro razumem, ker tudi sama postavljam vprašanja slovenskim in romunskim avtorjem, ki jih prevajam v makedonski jezik. Tako da je Aleksander v bistvu zelo zanesljiv prevajalec, včasih tudi problematičen prevajalec, ker dejansko hoče priti do dna, neke besede, nekega smisla, konteksta. On v bistvu zelo dobro pozna mojo literaturo nasploh, ker prebere pač vse, kar napišem, in dejansko pozna tudi moj slog in prevaja iz makedonskega jezika direktno. Seveda pa mu je bilo v pomoč tudi angleški prevod romana in seveda jaz kot avtorica, ki sem ostala na razpolago. Kot sami vidite, to je izjemno v bistvu zajeten prevod. Dejansko mislim, da ni nič drugega mogel delati, ko je prevajal Rezervno življenje, ampak jaz imam rada v bistvu takšne prevajalce in prevajalke, ki se popolnoma posvetijo knjigi, ki jo prevajajo, in ne enkrat, ampak večkrat rečem, da so v bistvu moji prevajalci in moje prevajalke na nek način angeli čuvaja moje literature, ker dejansko v njihovih rokah v bistvu moja literatura nadaljuje z življenjem, izven jezika in na nek način tudi fizično izven pač kraja, kjer bivam, zdaj v Ljubljani, ampak ta knjiga je prišla tudi iz Makedonije v slovenščino in tako naprej. Delno ste sedaj pravzaprav že odgovorili na moje naslednje vprašanje, pa bi ga vseeno postavila. Kaj za vas kot avtorico pomeni prevod v nemščino, tako v luči bližajočega se Frankfurtskega sejma, na katerem vemo, se bo pač predstavila slovenska literatura in nasploh? Jaz upam, da se lektor pač slovenske književnosti na Frankfurtskem knjižnem sejmu bo toliko odprt, kot je Društvo slovenskih pisateljev, in da ne bo problem to, da pač pišem v makedonskem jeziku, in da je ta prevod iz makedonskega jezika v nemški jezik.
ampak zagotovo pač Frankfurtski knjižni sejem, največji sejem literature, pač zame je zelo pomemben ta sejem in mislim, da se prevod Aleksandra Zicmana mora najti v bistvu na stojnici slovenske književnosti. Mogoče pa si včasih tudi preveč obetamo, a ne, od knjižnih sejmev in predstavitvah. Vsaka knjiga na nek način v bistvu ima svojo neusodno pot in brez ali z predstavitvami nekako pride do nekega bralca, do neke bralke. Hvala, Lidija. Še eno knjigo bomo na kratko predstavili, in sicer španski prevod kratkih zgodb Jedrt Lapuh Maležič, Težko mentalci. Zbirko je prevedla Marjeta Drobnič, lektoriral je Santiago Martin, spremno besedo pa je napisal Matej Bogataj. Uredila je knjigo oziroma to prevodno knjigo Tina Kozin, zato bi jo pustila za kratko predstavitev. Za Jedrt vemo, da je v zadnjem času izrazito ustvarjalna, tako na prevajalskem kot na njenem, če lahko rečem, avtorsko-ustvarjalnem področju. Knjiga Težko mentalci je ena izmed tistih knjig, ki jih je omenjala Tanja v kontekstu mlajših avtorjev. Gre za prvenec namreč, ki pa je bil tudi nominiran za najboljši knjižni prvenec in kot vemo je precej odmevala ta knjiga pri nas, ker se avtorica v njej ukvarja z norostjo. To je ena izmed redkih takih knjig pri nas, kot to pove tudi Matej Bogataj v spremnem besedilu. Gre pač za pogled na norost od znotraj in kaže tudi norost kot nekakšno stigmatiziranost družbeno, zato jo tudi striktno imenuje, mislim, da normiranost. Gre, kot sem rekla, za notranji pogled in glasne, izrazite pripovedovalke, ki se znajde tudi v psihiatrični bolnišnici. V bistvu je prav ta prvoosebni pogled in izrazita ironija, ki je tu na delu, to sta dve taki pomembni kvaliteti te knjige. Morda bi rekla kaj besedo o tem še zakaj. Že svojo naslednjo kratko prozno zbirko, se pravi Bojne barve, pa je bila Jedrt potem tudi nominirana za nagrado Novo mesto, kar potrjuje pač verjetno tudi pravilnost najinega izbora, ker je res ena izmed vrhunskih avtoric naših kratke proze, tudi romana seveda, ne. Zakaj španščina? To smo se malo pogovarjali tudi z Jedrt. Meni se španščina v bistvu zdi zelo dobra izbira za prevodno knjigo, ker kot vemo je špansko govorno področje precej veliko, ne. In če recimo nemščina in angleščina omogočata prodor bodisi na Frankfurtski knjižni sejem, kjer bo Jedrt verjetno predstavljena še s kakšno drugo svojo knjigo, in angleščina v eno smer, španščina druga polovica sveta, če lahko zdaj tako rečem, oziroma vsaj četrtina, če pozabimo še druge velike jezike. Marjeta pa je tako kot recimo Liza Linde skoraj dvojezična, ne, ker lektor, ki ste ga omenili, je njen mož, tako da sta nenehno sodelovala skupaj. Tudi Marjeta velik del leta preživi v Španiji, tako da je v tem jeziku v španščini res doma, in mislim, da je tudi ena izmed naših boljših prevajalk v ta jezik. Je prevajala tudi že Flisarjeva dela in glede na to, da je Flisar tako rekoč, Flisar je tudi šel v okviru najinega urednikovanja pri tej zbirki samo z dramatiko, in glede na to, da jo on izbere za svojo prevajalko, verjetno to tudi nekaj pove. Flisar, če lahko dodamo, je že tako in tako najbolj prevajan slovenski avtor, ne? Ja, se je to. Hvala, Tina. In sedaj še zadnje vprašanje obema urednicama, ki boste kmalu postali dosedanji urednici, če pravilno vem, ne? Kaj bi torej na podlagi večletnih uredniških izkušenj svetovali prihodnji uredniški oziroma ekipi nasploh, ki se bo ukvarjala s to pomembno zbirko?
Ja, jaz mislim, da prihaja zbirka v roke kompetentni ekipi, sposobni ekipi, ki zna delati knjige, če lahko rečem tako, rokodelsko. Mogoče bi samo še nekako povzela to, o čemer smo se pravzaprav pogovarjali in kar smo izpostavljali v zvezi z zbirko in kar se mi zdi pomembno, da predamo seveda kasnejšim naslednjim generacijam, naslednjemu uredništvu. Biser in protagonisti pravzaprav te zbirke, so prevajalci in prevajalke. Brez dobrih prevodov te knjige ne bi obstajale, tudi ne bi doživele nekega, sicer še vedno seveda, ker to izdajamo v Sloveniji, nekega omejenega dometa občinstva. Recimo vem, da sta bili Kristina Hočevar in Jana Puterle Srdić zelo uspešni v Nemčiji, ko sta predstavljali svoje prevode knjig na enem gostovanju. Nekako upam za Petra Svetino, ki je bil res izjemen in poseben projekt, da bo našel svoje mlade bralce tudi v ciljnem jeziku. Skratka, prevajalci so tisti, ki dajejo pravzaprav vrednost tej zbirki, poleg seveda knjig, ki so izbrane in o katerih mislim, da je tudi ob današnjem pogovoru jasno, da gre tako za uveljavljene avtorice in avtorje, kot za knjige, ki so bile nagrajene, ki so doživele afirmativno recepcijo v našem literarnem in kulturnem prostoru, tako strani strokovne javnosti kot strani bralcev. Seveda pa se moramo tukaj zavedati, in to nič ne bo drugače, dokler bomo pač mi uredniki, torej uredniki, ki smo sicer literarni kritiki, ki smo povezani s slovenskim literarnim prostorom in govorci slovenskega jezika, da je to seveda naša perspektiva, tako kot je pač naša perspektiva podeljevanje, nagrad, da izpostavimo neko določeno knjigo in jo nagradimo. Zdaj, kaj bi recimo zbiral nek tuji založnik, tega ne vemo, ampak v okviru te zbirke mislim, da se tega niti ni potrebno spraševati. Skratka, ta mreža prevajalcev, ki moram reči, da je nastajala postopoma in tudi z veliko osebnega, zastonjskega, takšnega prostovoljnega angažmaja, je mogoče najpomembnejša dediščina, ki jo zapuščava s Tino in absolutno ni samoumevna. Torej, včasih me kar nekoliko znervirajo, če lahko še malo pač pokritiziram ali pa omenim, vprašanja, ki jih dobivam dostikrat po mailu, dajte mi prosim navesti 3 in dajte mi kontakte 3 najboljših prevajalcev iz slovenščine v angleščino ali pa v nemščino. Seveda z veseljem pomagam, rada dam, ampak želim pa ob vsaki priložnosti, ki je mogoče poudariti, da to ni samoumevno, da ta mreža kontaktov in dejansko to nekako sodelovanje s prevajalci ni samoumevno in dejansko smo tukaj na Literi, vse jaz, ker sem tudi germanistka in sem mogoče res največ nemških prevodov delala ravno zato, ker mi je nemščina najbližje. Sem poskušala delati tudi z mlajšimi prevajalci, s prevajalci, ki so bili perspektivni, ki so se spogledovali šele s prevajanjem iz slovenščine v tuje jezike in so bili materni govorci svojih jezikov in se je dalo tudi marsikoga sprobati. Na ta način je v bistvu ta mreža nastajala. Dobro, mogoče so nekateri na tej poti na nek način odpadli, ampak kljub temu smo pa pravzaprav zelo razširili te kontakte, ki jih je podedovalo v bistvu Društvo slovenskih pisateljev. Morda, Tanja, čisto za konec, še kratko pod vprašanje, potem predam besedo še Tini. Tu bi razširila vašo vlogo, ki je zadnje čase zelo pomembna kot predsednica Društva slovenskih književnih pisateljev. Pri tem gojenju stikov s prevajalci v tuje jezike
slovenske književnosti je najbrž tudi zelo pomemben seminar, ki ga organizira Društvo slovenskih književnih prevajalcev za vse, ki bi prevajali slovensko literaturo. Ja, seveda, mislim, da to ne moreš kot pač človek v več vlogah nekako ločiti zaradi tega, ker se pravzaprav že ne vem, verjetno več kot 15 let pravzaprav ukvarjam s prevajanjem in predvsem s prevajalci slovenske književnosti v tuje jezike, tako da je seveda ta mreža tudi, ki je nastajala konec koncev na teh seminarjih, zelo pomembna, ne, in velikokrat so to eni in isti ljudje, ker seveda nimamo slovenski jezik, tudi če ne maram tega poimenovanja, spada pač med majhne jezike oziroma bom rekla bolj korektno jezike z manj govorci, in v tem smislu imamo seveda tudi omejeno število prevajalcev. Zato je vsak prevajalec, ki ga uspemo sondirati ali pa pritegniti od mlajših generacij, ki recimo študirajo slavistiko ali slovenistiko, toliko pomemben, in mislim, da je ta strategija vključevanja tako v recimo eno tako zbirko, kot je Litere Slovenice, in po drugi strani v razne dejavnosti, kot so prevajalski seminarji, konec koncev tudi seminar slovenskega jezika, ki ga izvaja Filozofska fakulteta v Ljubljani. To je zelo pomembno, ne. Samo na ta način bo v bistvu naša slovenska književnost lahko postala evropska, svetovna, z multiplikatorji, s prevajalci, ki niso zgolj prevajalci, sploh za slovenski jezik, ampak so hkrati tudi literarni posredniki, tako rekoč agenti, ne. Hvala, Tanja. Enako vprašanje še za vas, Tina. Omenila sem, da bi vas prosila, če lahko na podlagi uredniških izkušenj, ki ste jih pridobili z urejanjem te zbirke, morda poveste, kaj bi svetovali prihodnji ekipi. Obenem pa bi rada poudarila, da ste tudi sami, ne delujete samo kot urednica te zbirke, ste tudi urednica drugih zbirk, bili ste in ste še vedno literarna kritičarka, nagrajevana pesnica, delujete na radiju, se pravi različna polja, kjer literatura deluje in se predstavlja. In je zelo, seveda, zato težko zamejiti te izkušnje, ne, da ste jih pridobili samo na enem polju. Torej, kaj bi recimo predali naslednji ekipi? Zdaj, če Tanja izpostavlja prevajalce, ne, bi jaz dve stvari bi izpostavila. Eno so seveda avtorji, ne, in da nekateri avtorji so bolj prodorni, drugi so manj prodorni. In pogosto se zgodi, da recimo tudi so bolj prodorni avtorji, ki morda niso tako vrhunski kot nekateri, ki so manj prodorni in so zato tudi manj opazni, tako da se mi ne zdi pomemben samo prevajalski vidik, je absolutno ključen, ampak sama izbira. Recimo tak primer je Kristina Hočevar, ki do te knjige ni imela knjižnega prevoda, pa se verjetno strinjamo, da je vrhunska ustvarjalka, kar pomeni, da v bistvu je uredniška izbira precej pomembna tukaj in lahko ta zbirka deluje tudi kot neke vrste korektiv, ki je po mojem mnenju zelo pomemben. Druga stvar je seveda distribucija. Mislim, da tukaj smo naredili s Tanjo absolutno premalo, ampak nobena od naju ne pozna toliko pač tujih knjižnih trgov, niti nisva usmerjena v to vrstno mreženje, zato je potrebna tudi večja ekipa in mislim, da nam ta zbirka nič ne pomaga, če jo bomo imeli, pa bo se kopičila v naših skladiščih ali s posameznimi knjigami prek avtorjev prišla morda do kakšnega tujega bralca, ne? Da bi tu potrebovali neko usmerjeno distribucijo, kar je pa seveda velik podvig in ne vem niti, če ima Društvo slovenskih pisateljev te zmožnosti, ker to v bistvu terja ogromno, ne? Od človeka, mislim, da verjetno, ki bi se lahko ukvarjal samo s tem, do mreženja in tako naprej. Tretja stvar je pa ekipa, ki jo je tudi Tanja omenila. Mislim, da sva imeli mi dve srečo, da sva ves čas sodelovali pač z zelo dobrimi ekipami. Tudi ta, ki prihaja, se mi zdi, kot je Tanja povedala, izjemno že izkušena, napovedujejo tudi nova
podoba, ki je meni osebno zelo všeč, in ta uigranost ekipe in urednikov in prevajalcev, to se mi zdi ključno za za dober končni izdelek, to je prevodna knjiga, ker kot urednik imaš pogosto oči za nekaj drugega pa ne, zato je zelo dobrodošel tudi ta drugi pogled. Skratka, celotno timsko delo, tu ni samo delo prevajalca in delo urednika, ampak delo celotne ekipe. No. Najlepša hvala, Tina. Morda še moj zaključni komentar, da je distribucija vsekakor tisto področje literarnega ustvarjanja, ki najbrž kliče tudi po nekim sistemskem angažmaju, in to je seveda absolutno tema za nek nov pogovor. Ja, morda Tanja še ena misel? Ja, hotela sem mogoče se res jaz tudi samo na hitro navezati na distribucijo. Zdaj mogoče smo pozabili omeniti, da obstaja spletna stran, ki je nastala tudi v okviru tega najinega urednikovanja, v okviru enega evropskega projekta, kjer so predstavljene vse knjige, čisto posebej spletna stran za litere, pa hkrati tudi knjige obstajajo v obliki, ker imajo malo večji domet, zato ker jih distribuiramo preko platforme Bookwire, ki je zelo znana platforma. Je pa res, da je tukaj ta šibka točka in poleg seveda neke določene osebe, mislim, da se je treba tudi vprašati o viziji mogoče na društvu. Ne? Toliko. Najlepša hvala, Tanja. S tem bi tudi končali današnji pogovor. Še enkrat bi se rada zahvalila vsem sogovornicam, Lidiji Dimkovski, Lizi Linde, Tanji Petrič in Tini Kozin. Zahvalila bi tudi vsem, ki ste nas spremljali pač po tej virtualni poti. Pazite nase, ostanite zdravi, predvsem pa berite in kupujte knjige.